Ja, danes imamo eno zelo zanimivo tematiko in sicer državno tekmovanje v matematiki. In sicer je bilo kar veselo in največji problem je bil v tem, da se dodatno izvršuje pritisk nad otroci. In sicer, a me na cajte malo zmrzne, a ne? Nič hudega, saj vejo zakva. Imam predolg jezik, pa malo preveč povem. Tisto ta najbolj še prihaja. V glavnem, a veste, saj ni noben problem v teh državnih tekmovanjih, ampak problem je v tem, ker so učitelji oziroma s temi postopki reševanja določenih računskih funkcij ratali tako ozkogledi, da velja samo en postopek, ne pa pravilen rezultat. A ne? Tako da tukaj se pa potem začne porajati vprašanje, kam smo kot družba prišli. Se pravi, da otroke omejujemo pri lastnem raziskovanju, pri lastni angažiranosti, da otroci pridejo v bistvu z različnimi postopki do istega rezultata. Mislim, kje tukaj učitelji? Kaj oni sploh razmišljajo? Da imajo samo oni prav, ali kaj? Ali pa so toliko nesposobni, da obvladajo samo eno računsko funkcijo, vse ostalo ne poznajo, potem se pa spravljajo na otroke, jih prikrajšujejo pri točkah in namesto, da bi otrok dobil zlato priznanje, pa dobi srebrnega. Mislim, halo? Kam smo mi kot družba prišli? Kje smo? In pol se otroci uprejo, pač oni rešujejo stvari po svoje in pol je halo. A se razumemo? Zadeva je potem šla naprej na inšpektorat za šolstvo, gospodu Slokanu. Veste, ta gospod Slokan ni po izobrazbi šolnik, ampak kot vemo je policist in ker ne zna reševati zadeve v šolstvu, je pač dal to prijavo, ki je bila z tega tekmovanja naprej na ministrstvo. Se pravi, da namesto da bi zadeve reševali, pa prelagajo odgovornost en na drugega. In to imamo mi, našo stroko, strokovne delavce in ja, veste, otroci so vzeli svojo usodo v svoje roke in mi se potem sprašujemo, zakaj se je zgodil Beograd in ostale zadeve. Dajte mi napisati, a šteka tale video, ker meni skozi neki slika zmrzuje. A me dobro slišite? Ker bomo šli do konca zdajle, bomo razcufali tale šolski sistem. A veste, ker da se dogajajo stvari v šolstvu, tako kot se zdaj trenutno dogajajo zato, ker šolstvo vodi nestrokoven kader. Od inšpektorata, ministrstva do teh glavnih položajev, ki vplivajo na naše otroke. A smo se kdaj to vprašali? Smo se kdaj vprašali, kaj se dogaja? Zakaj temu tako? To je tako, kot bi bil srčen kirurg policaj. A bi se upali iti k njemu pod nož? Ali obratno? A razumete? Ker tole zdaj je pa šlo čez vse meje zdravega razuma. In namesto, da bi šolski inšpektorat začel delati tako, kot je treba, zdaj prelaga odgovornost na višjo inštanco, se pravi na ministrstvo za šolstvo. Ministrstvo za šolstvo pa raj v šolo pošlje policaje, da ustrahujejo še dodatno
otroke, se pravi, izvajajo verbalno nasilje policija in šolski delavci nad otroci, češ mogoče jih bomo pa s tem pritisnili, da bojo otroci bolj mirni in pa da se bojo pokorili učiteljem in tako naprej. Mislim, kam smo mi prišli? Kam smo mi prišli? Ljudje, a se zavedamo tega? Verjetno ste tudi vsi dobili dopis ravnateljev, zakaj v določenih šolah, zakaj so imeli obisk policajev. A veste, jaz poznam kar nekaj primerov staršev, ki so pojamrali otroci doma, kako učitelji izvajajo verbalno nasilje nad otroci. A mislite, da so otroci pritegnjeni, da ne vejo, za kva se gre? Ja, Irena, očitno imajo učitelji taka navodila. Ja, Ema, ja, bolj poslušni, da bi ratali kar uboti. To se pravi, da gremo načrtno v digitalizacijo z ustrahovanjem staršev in pa otrok. A se sprašujemo, kje je vzrok? Pa zakaj tako? Najlažje je otroku reči, tih bod, pa potrp, zdrž še tole, jaz tega ne bom poslušal, ali pa malo lepš se obnašaj, ali ne vem, kakšne nebuloze doma starši trosijo nad otroci, ki se jim doma pojamrajo. Mislim, lejte, se kakor je verbalnega nasilja po šolah, strani učiteljev do otrok, jaz se ne čudim, da ni več upora pri otrocah. A se spomnite, a je bilo lansko leto, a je bilo 2 let nazaj, a je bilo lansko leto, ko so se trboveljski otroci uprli zaradi mask, nobeden jih sploh šmirglal ni. In kaj mislite je bilo sporočilo tem otrokom? Da niso nič vredni. In kaj tak otrok naredi, ko se enkrat zave, da še kako samoodgovoren in da se lahko postavi za sebe? Veste, kaj to pomeni? To ni napad, ampak je obramba. Zato jaz razumem otroke, da so se začeli upirati. Ker oni so edini, ki imajo, ker je šla umska zrelost v tak poden, da se jaz ne bom čudila, če se bo začelo dogajati tisto, kar se je začelo dogajati v Beogradu. Pa ne samo po šolah, ampak tudi po službah, pa še marsikje drugje. Tako da, dokler mi ne bomo, starši, odrasli, ki vemo, za kva se gre, sprejeli svojo usodo in svojo odgovornost v svoje roke, pa tudi tisti, ki mislijo, da so drugi krivi, zato da se jim dogaja, kar se jim, dokler tudi oni ne bojo prevzeli svojo usodo v svoje roke, žalostna bo, žalostna. Tudi v zdravstvu se dogaja, marsikaj. To bo pa naslednja tematika. Kako prikrivajo določene dokumente, kako nadrejeni od poškodovanega delavca vplivajo na potek zdravljenja. Obveščeni so o vsakem postopku, čeprav gre zelo, bom rekla, ker se pa družba spravi na otroke, pa na njih gradi svoj lasten pohlep. Takrat pa že lahko rečemo, da smo zabredali v živ pesek do tukaj gor, do brade. Do brade. A veste, sramota za določene učitelje, ki zlorabljajo otroke, da na njih zdravijo svoje lastne frustracije. Tega je ogromno.
Zadnje 3 leta se je pa pokazal ves blišč in beda šolskega sistema. In ne misliti, dragi starši in učitelji in odgovorni na položajah, da bojo to otroci mirno gledali, ne bodo. Ne bodo. Takrat, ko je dal sistem ven, mobilne telefone, različne programe, dostop do različnih igrc, so bili vsi tih. Čisto vsi so bili tih. Da se pa zgražajo eni in drugi in tretji. In največ moči imajo odgovorni na položajih. Največ moči. Poleg nas. Ampak noben je jezika stegnil, noben se ni uprl, noben ni stopil v bran otrokom, pa jih pognal ven v naravo. Ne, dajmo jim tablico, saj vemo, kje je, da ne bo umazan, da ne bo strgan, da ne bo, ne vem, kakšnih bacilov dobil in tako naprej. Pa porka duš. A smo kot družba sploh še normalni? Glejte, dragi starši, na koncu vsi kažejo s prstom na nas starše. Zakaj? Zato, ker smo res mi tisti, ki smo odgovorni za naše otroke. In če mi ne bomo naredili masakra, pritiska in zahtevali pravičnost za naše otroke, ne pol jamrat, pa zdihvat, pa jokat, pa policijo klicat, pa ne vem kaj. A veste, mi sami drvimo, sami zahtevamo nadzor nad sabo. Zato, ker smo toliko neodgovorni, da bi se zazrli sami vase, pa videli, odkje sploh prihajajo ti problemi, v katerih smo se kot družba znajdli. Ja, Mateja Šostar, ves gnoj prihaja ven, na vseh področjih. Res je. Čist povsod, v kako gnilo družbo smo prišli. Še to bom omenila, kar se tiče staršev, pa šole, pa tako naprej. Moramo vedeti, da veliko staršev tudi svoje otroke podpihuje pri določenih zadevah. Še fajn se jim zdi, da so otroci nasilni nad vrstniki, da izvajajo nasilje nad vrstniki, tako da tukaj bomo mogli biti zelo previdni, pa se malo zazreti, pa biti pošteni do sebe, do svojih otrok in do drugih, ker res moramo vedeti, da to psihopatstvo, ki se je zdaj, maščevanje, ljubosumje, posesija, egoizem in ne vem kva še vse, to se je v naši družbi toliko razpasalo, da se veliko staršev izživlja preko otroka nad drugimi in svojega otroka podpihuje. In to se odraža tudi po šolah. In prav taki starši imajo tudi podporo ravnateljih pa pri teh odgovornih v šoli. Tako da se tale video posnetek bo Aleš potem iz obeh posnetkov skupaj zmontiral, pa ga dal na 8. generacijo. Hočem vam sam to povedati, da bomo mogli res postati orang samo odgovorni, da bomo spravili tole družbo na tak nivo, pa ne zlorabljali otroke, ampak jih znali pravilno usmeriti, da bomo lahko naredili družbo tako, kot se zagre, ne pa da bomo naše otroke zlorabljali za zdravljenje naših travm, pa še kaj drugega. Zato, ker je treba preprečiti vsakršno nasilje po šolah, tako strani določenih ljudi, ki imajo težave sami sabo in pa se pravi odgovornih na šolah in v družbi, da se to že v štartu prepreči. Tako da jaz apeliram, pa vrednotenje otrok glede na ocene, ki jih imajo, pogojevanje staršev. Veliko staršev tudi pride v šolo izsiljevati za ocene, a ne?
Mislim, da je to katastrofa in to pol otroci gledajo, drugi otroci se počutijo manj vredne. A veste, lejte, smo prišli toliko daleč, ko so otroci ratali bolj pametni od nas. In bomo mogli začeti paziti, pa sami sebe najprej prevzgojiti, da bomo lahko zgradili družbo, tako kot se zagre, pa stali otrokom ob stran. Ker očitno so ratali otroci bolj pametni od nas. Žal. Ali pa na vesele. Mogoče bojo pa oni naredili veliko boljšo družbo na zdravih temeljih, kot smo mi jim dali pač te pogoje. Ja, pa še to ne. Že včeraj sem rekla, kdaj pred včerajšnjem, zaradi telih blagovnih znamk pa dobrih ocen. Lejte, blagovne znamke, oblek pa ocene niso merilo za uspešnost kasneje v življenju, ampak je merilo za uspešnost kasneje v življenju, kako se otrok znajde, kako zna sam svojo glavo razmišljati, kako se zna znajdeti v življenju, kako se zna prilagoditi v družbi in pa kako zna sodelovati s svojimi sovrstniki in pa z drugimi odraslimi. To je merilo za uspeh. Pa čist nič drugega. Če zna eno matematično formulo zračunati na več načinov, je pa to še toliko bolj razveseljivo, pa začestitati takmu otroku, da razmišlja, da se poglobi v zadeve in da sam naredi tisto, kar je treba. Ja, Ema, drži, otroci so vzeli stvari v svoje roke, ker so videli, da se na odrasle ne morejo več zanesti. Tako. Ja, Irena, tudi to je res. Ko ti enkrat začneš vzgajati sam sebe, se posledično vzgaja tudi otrok. Oziroma, če si nevzgojen sam, je posledično nevzgojen tudi otrok. S tem, da izobrazba ni merilo za to, da si ti izobražen, tako in drugače. Tako da, ja, jaz bom zdaj ta video zaključila. Res tako, da, lejte, dogajajo se nepravilnosti povsod in tole, kar je bilo na tej izpitni komisiji, treba je opozarjati, treba je prijavljati zadeve, treba je rezultate pregledati, starši dragi, ker očitno učitelji poznajo samo eno vrsto funkcije pri reševanju in je to katastrofa. Kdo nam vzgaja naše otroke? To se vprašamo. Pa lep večer. Zdaj začel veter pihati in se ne bo več slišal. Ajde, čau.